Kje ste moje Štefani pečenke? V glavnem napočil je čas, da predstavim mojo novo pridobitev Nukeproof Reaktor 27,5 modelno leto 2021 v rahlo custom izvedbi, ampak nič kaj manj zabaven. Vozim ga že kakšen teden dni in moram reči, da sem seriously impressed. Ampak o tem malo bolj kasneje, dajmo mi lepo iti malo čez zgodovino, da sploh vedete, kako je to prišlo od tega, a ne? V glavnem, korenine reaktorja segajo daleč v 90. leta, ko je bil takrat reaktor še v hardtail izvedbi z special vilico, sestavljeno iz linkov in coilfederom, ki je bil pri Headtube. Vsi predstavljali, da je bil kar poren za tiste cajte. No, posel ga pa mal vrgali iz ponudbe in šele leta 2015 lansirali Mego, ki se je delila na AM pa TR model. All Mountain pa Trail. In Trail so kasneje odpustili ven iz segmenta in ostale samo Mega AM, ki je bila pa v bistvu bolj enduro bike, ne? Se pravi, Trail segment je kar naenkrat ostal prazen. No in lani so to luknjo zapolnili s tem, da so lansirali nove reaktorje, ki je v bistvu neke vrste križanc med downcountry bikeom in enduro bikeom. In lahko rečemo, da je to en trail bike, ki je primeren za vse tiste trailmasterje, ki ne rabijo enormnega hoda, pa se po trailih podijo tudi po več ur. To je bilo ogromno to, zdaj gremo pa na detajle mojega reaktorčka, ne? Ja? Yes! Kaj povedati o njem? Okvir je aluminij, z izjemo zadnjega sitsteja, ki je karbonski, pa moram priznati, da mi je aluminij skoraj lepši bike, zato ker prije tale zgornjo opetje amortizerja direkt iz štange ven, pri karboncu gre pa takole vzdolž ob štangi in mi v bistvu ta oblikovno lepš pride. Neke osnovne specifikacije v okviru sem že povedal v predstavitvenem videu, lahko se pa dotaknem malo geometrije. Geometrija je dejansko nastavljiva s pomočjo flip chipa, tukaj le gor pri linku, in sicer ime se mi zdi kar posrečen, trail mode pa rail mode. Trail nastavitev ti da malo bolj strm kot vilice in sedežne cevi, malo ti dvigne sredino, pa malo ti skrajša medosno razdaljo, medtem ko rail mode ti da pa malo bolj položen kot vilice, malo ti zdaljša medosno, malo ti zniža sredino, kar za 6 mm, kar je pa v bistvu super za žgat. Ostalih cifr o geometriji jaz ne bom razlagal, bom pa zdajle ob krasni spremljavi glasbe dal eno tabelico, pa si malo pogledajte sami. Ste prebrali? Ste? V glavnem, moj, ki je custom po sami geometriji, ne bi smo preveč odstopati od teh tabel, ki ste jih zdaj brali. Mogoče največ razlike naredi vilica, ki je 1 cm nižja od serijske. Šok je pa itak vstal iste dolžine, tako da tukaj se ne sme spremeniti. Zaradi vilice pa ajde, jaz rečem, da je par milimetrov krajši, pa mogoče pol stopinje še malo bolj strn kot, ampak who gives a fuck? A ja, pa glede na to, da mi je bil ta star Giant toliko cool za furat, sem valjda stremel k temu, da se po geometriji približam tistim cifram in sem se posledično odločil, da pri svojih 184 cm izberem medium okvir. Ja, medium. Fuckface, medium. Kakor smo zdaj že zvedeli, se tacga ne da jih v trgovini kupiti. Če pa vas že zanima nakup, morate pa vedeti sledeče. In sicer, da se reaktor deli v 27,5 verzijo po 29 solsko verzijo, s tem, da ima 29 solar še short travel opcijo, ki je 27,5 nima. Geometrija med 27,5 pa 29,5 ni enaka. Mogoče na prvi pogled po silhueti izgleda ista, ampak sta si definitivno različna in sta premišljeno prilagojena glede na velikost obročnikov. Pa tudi hod je drug. 27,5 ima 140 mm hoda, razen RS verzija ima še vilico 150 mm, medtem ko 29 solar ima 130 mm hod. Pri Nukeproofu pravijo, da se za bajk odločiš glede na tvoj stil furanja, ampak v glavnem 27,5 je bil valjda bolj ukreten, bolj vodljiv, pa bolj primeren za manjši ljudi, ker se bojo tudi manj srečevali s problemom zadnje gume vriti in posledično so tudi naredili tak sizing, ker 29 solar je samo od medium do XL, medtem ko v 27,5 imate pa tudi small opcijo, pa do XL-a. Platformo vzmetenja, o tem ne bom zgubljal preveč besed, gre se za stari dobri Horse-Link sistem vzmetenja in pri Nukeproofu pravijo, da je zadeva narejena tako, da je na začetku zelo mehak, v sredini hoda pa ohranja idealni support, kar ga naredi dobrega plezalca in si ga lahko vozi tudi zelo na hard. In dejansko je res tako, pejmo kar na furanje, pa bomo tam malo več povedali o tem. Najprej plezanje.
Bike pleza odlično, ni zdaj to valjda XC bike, ne, ampak je pa na primer veliko boljši kot ta star Giant Anthem, pa je bil to v bistvu cross country marathon bike. Tako da za moje pojme je več kot dovolj, jaz več ne rabim. Šok v nezaklenjenem stanju se valjda posebej do neke točke, ampak pol njunega nadležnega nihanja, ki nastane v pedaliranju, ne. In še zmer pa ta glavno razliko naredi lockout, ki je en bolj efektivnih, kar sem jih jaz vozil v zadnjem cajtu. Zdaj ne vem, je to Robi, ki je iščara z unim tuningom, ali pa je nasploh DPS šok s toliko efektivnim lockoutom, to ne vem, ampak bike pleza odlično. Zdaj pa, če gremo, drage dame in gospodje, na spust. Kaj bomo rekli pri spuščanju? Bike se spušča zelo, zelo suvereno, jaz bi tudi velik del temu pripisal shock tune pa force link v zmetenju, ker naredi svoje in je zelo hudo. Če bi opisal nekako občutke, je tako, da je bike do prve 3 cm hoda zelo regresiven, ko pa kar naenkrat začutiš to progresivnost in ta krivulja zelo strmo narašča. In se mi zdi, da pri takem tipu bajka to nekako mora biti to, ker si zelo hiter na konc hoda. Tako da jaz pri večjih šusih nisem imel zdaj unga feelinga, da sem zelo grdo zabal feder, pa da bo kar vse utrgal. Ne, zelo lepo vse prenese. In bajk je igrača, zelo hiter, zelo agilen, rata pa zelo, zelo živčen po visokih hitrostih, ampak to sem tudi v bistvu pričakoval, ne. Pričakoval sem to, pa tudi gume niso lih pomagale, da bi se kaj hitreje ustavil, ampak se sem jih dal v bistvu z namenom gor, da me malo bremza. Zdaj pa, da počasi zaključam to zgodbo s temle mojim artičoka mačkom. Bike je en bolj zabavnih, kar sem jih kadarkoli imel in v bistvu je vse, kar sem si predstavljal, da bo. To sem se ga tudi tako zložil. Bo pa cajt pokazal, da bom mogoče res mogel namestiti hidravlično sedežno oporo, kolikor tega nočem, ne. Zato, ker je ta dolžina, ki jo s tem 100 zičtucno dobim, ko jo dam ven, še vsem prekratka za moje dolge noge, ampak se bom uperil toliko cajta, dokler bo šlo. Serijski bike, ne, mora biti pa po moje ultimativen trail bike, oziroma za lažjo predstav bom rekel, da je Golos Destroyer. Bi pa kle poudaril, ne, da s tem sistemom vzmetenja, pa s tem občutkom kompaktnosti ti da ta bike po moje nek občutek varnosti, da si kar na enduro stroju, ampak v bistvu nisi, ne. In to po moje kar hitro spoznaš, ko začne leteti, ker te zna malo prevarati in takrat ne vem, če boš lih rešil kakšno zagato pol še, ne, enkrat prepozen. Ampak to itak velja za vse. Vse ostale specifikacije in cene, dragi moji, najdete na www.wheelbase.shop.com ali na noobproof.com. To je bilo z moje strani načeloma vse. Če razmišljaš, da bi to kupil, pritoše pa od karti ne bo ti žal, tako da to je z moje strani to. Se vidimo kje? V naslednji vojni.